Najlepša hvala za besedo in povabilo. Res sem zelo vesel, da je človek na prvem mestu tega naslova tega zbornika, tako da se uredniku Jožetu Wolfandu posebej zahvaljujem za to, da ste dali človeka v središče. Uporabil bom tudi kot izhodišče nekaj, kar ste prej rekli, pa se mi zdi izjemno pomembno. Namreč, ko smo imeli neke tehnične problemčke, ste rekli, da tehniko bomo pa že obvladali. Ali pa druga možnost bo tehnika obvladala nas. Tako da zato je treba postaviti človeka v središče, ko snujemo naprave, ki jim pravimo pametne, ker mislim, da imamo precej pametnih ljudi in vse več pametnih naprav in ti pametni ljudje se počutijo včasih kar neumne ob vseh teh pametnih napravah, ki nas obkrožajo in stavbah seveda. In za začetek predstavitve sem izbral en video posnetek, oglas pravzaprav, ki zelo lepo pokaže, kaj se zgodi, če stavba postane prepametna. Pa si ga poglejmo. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey, William. With a rock? Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. No, taka bi znala biti naša prihodnost, če ne bomo postavili človeka v središče. In da ne boste mislili, da gre samo za anekdotičen primer oziroma za šalo. Dejansko sem pred leti, oziroma smo bili pred leti, ko so se na fakulteti, kjer predavamo, odločili, da bojo naredili bolj pametno stavbo, smo se srečevali s podobnimi problemi. In sicer smo namesto ključev dobili pametne kartice za vstop s pametno ključavnico v predavalnice. In kaj se je zgodilo potem? Mislim, vse ideja ni slaba, nekaj prihranite denarja, zato da ni treba tiskati ključev oziroma jih narediti. Potem seveda lahko uprava oziroma vodstvo nadzoruje, kako poteka pedagoški proces, pač ideja načeloma ni bila slaba, ne? Ampak realizacija je bila pa taka, da si bil najprej 15 minut vratar za vse zamudnike, pač študenti niso imeli teh ključev, ne? Oziroma kartic za vstop. Tako da sem bil vratar pri vratih, ko so študenti zamujali, pa trkali na vrata, tako da sem kar od vrat predaval, pa odpiral vrata. Potem vsako je šel na WC, sem moral iti z njim, pa čakati tam pri vratih, včasih tudi ni prišel nazaj, tako da sem stal pri vratih. In to so te zagate, ki se nam dogajajo zaradi ideje, da je pametna rešitev boljša od neke uveljavljene smiselne rešitve. In kaj se je zgodilo potem? V končni fazi je bila v vseh predavalnicah lesena kajla. Zato, da ste jo dali lepo pod vrata in smo na ta način predavatelji rešili problem. V bistvu smo z neko predmoderno napravo prelisičili postmoderno nadzorno stavbo. In tisti, ki snujete stavbe, imejte v mislih pametne ljudi, ki bodo uporabljali rešitve, ki jih vi izdelujete zanje. Da ne boste mislili, nikakor nisem ludist, ne pravim, vse, kar je tehnološkega, moramo završiti, to je neumno, nesmiselno, uporabljamo lesene kajle in ključe in gremo nazaj v 19. stoletje. Ravno nasprotno. Mislim pa,
da moramo uravnotežiti tudi svoje življenje med analognim in digitalnim in včasih uporabiti analogno rešitev, ki je lahko ravno tako smiselna, trajnostna in dolgoročna, kot pa neka digitalna rešitev, ali celo bolj. In upoštevati razvojne zapovedi, ki jih deloma predstavljamo tudi v tem zborniku. Ena od teh se mi zdi posebej pomembna, načelo umirjenih tehnologij. Do leta 2030 bomo na tem planetu sobivali z vsaj 25 milijardami pametnih naprav, povezanih v tako imenovan Internet of Things, torej internet stvari. Na planetu bo še vedno približno 8 milijard ljudi, bolj ali manj pametnih. In zdaj si pa predstavljate življenje z vsemi temi pametnimi napravami, ko vam bo z vseh koncev zvonilo, brnelo, piskalo, prihajala bodo potisna sporočila po telefonih, ko boste vi na morju, vam bo hladilnik sporočil, da se mu je temperatura zvišala za 3 stopinje. Pa mislim, hladilnik, če si pameten, poklič serviserja, naj te popravi, pusti me, da na morju uživam. Se razumete, kaj je sporočilo? Mislim, več pametnih naprav, ki nas bodo informirale, ne pomeni bolj pametnega življenja. Zato zagovarjam načelo umirjenih tehnologij. To so tiste tehnologije, ki nas iz ozadja podpirajo, ne pa iz ospredja ves čas zatirajo. Še en nasvet, v ospredje postavite pametne ljudi. Tako kot je tale visokošolska učiteljica v eni od pametnih stavb, ki jo tudi predstavljam v tem zborniku, in ljudje njo poslušajo. Bistveno bolj kot vse senzorje, kot vse naprave, kot vse obveščevalne table. Zakaj? Zato, ker ima uporabniški vmesnik, v narekovajih, ki se mu reče obraz, roke, in zato, ker ljudi obvešča s tem vmesnikom, da če te zebe v prostoru, jaz si pa daj gori opo. A pa če ti je vroče, pa prezrači, ne se ni treba, da čakaš, da se klimatska naprava vklopi ali pa da jo samo vklapljaš. Na ta način prihranimo energijo in še bolje se počutimo v prostoru. Ljudje radi poslušajo ljudi. Zakaj? Zato, ker to počnemo, naša vrsta Homo sapiens, že zadnjih 200-300 tisoč let. To je tisto, kar poznamo od malega, ta način komuniciranja. In predlagam še, da začnemo res upoštevati 4 korake razvoja po meri ljudi, tudi pri snovanju pametnih in krožnih stavb, seveda. Kaj je problem sedanjega razvoja tehnoloških in netehnoloških rešitev, pravzaprav česarkoli, da se začne s 3. korakom, z interpretacijo, z vprašanjem, kaj bomo ustvarili za ljudi. Pravzaprav niti ne z vprašanjem, kaj bomo ustvarili za ljudi, z vprašanjem, kaj bomo ustvarili za stranke, naročnike, klijente, kupce, uporabnike. Ljudje so spet v ozadju. In zato je treba, da naredimo premik od ekspertnega razvoja, ko vi veste, kaj je dobro za uporabnike, k razvoju po meri ljudi, ko ljudje vejo, kaj je dobro za njih, narediti še prva 2 koraka, ki sta identifikacija in analiza. S prvim se vprašamo, čigav problem sploh rešujemo, in s drugim korakom, kaj ljudje dejansko potrebujejo. Potem pa gremo naprej, kaj bomo ustvarili za ljudi, k interpretaciji in po možnosti ljudi povabimo, ki jih identificiramo v prvih 2 korakih, v 3. korak. Na ta način nastajajo rešitve z ljudmi, ne pa za ljudi. In potem rešitev testiramo in če ne deluje, gremo nazaj do ljudi. Zelo preprosto. In postopek potem, če je treba, večkrat ponovimo. In na ta način dobimo stavbo ali pa katerokoli rešitev, ki je pametna, ki je krožna, ki je trajnostna, ki se ljudje ne bojo znebili, zaradi tega, ker je bila zasnovana z njimi, ne pa za njih. In res predlagam, da se znebimo izrazov, kot so uporabnik, kupec, stranka, ki sem jih že prej omenil. Ne vem, se vi kdaj zjutraj zbudite, se pogledate v ogledalo, pa rečete, danes bom pa boljši uporabnik. Dvomim, res dvomim. A pa učite otroke, ne bojo dobre stranke, pa pojejo kosmiče do konca. A pa si kdo želi, da bi imel na nagrobniku napisan, bil je odličen kupec, slava mu. Mislim, dvomim, zato ker smo ljudje in izjemno cenimo to, če nas nekdo naslovi na ta način. Z imenom in priimkom, Jože Wolfant recimo, takoj vzpostaviva nek stik, ker sva oba človeka.
In namesto, da pasiviziramo ljudi z tovrstnimi izrazi, predlagam, da jih pač imenujemo za ljudi in seveda z imenom in priimkom. Za konec sem pripravil, da strnem vse, kar sem zdaj na kratko povedal in kar seveda piše bolj na dolgo v tej knjigi. 4 nasveti za snovanje pametnih stavb po meri ljudi. Prvi nasvet je povezan z razmerjem med digitalnim in analognim. Predlagam, da preden zasnujete neko rešitev, pregledate prednosti in slabosti in da se držite načela, da ni vse zlato, kar je digitalno. Vem, da živimo v času tako imenovane digitalne preobrazbe, ampak ta digitalna preobrazba pomeni med drugim tudi to, da preživimo večji del svojega budnega časa pred zasloni. Jaz mislim, da si moramo spet uravnotežiti življenje med digitalnim in analognim in vzpostaviti možnost, da smo tudi analogni in da živimo v analognih okoliščinah. Drugič, predlagam, da upoštevate želje ljudi in jim prisluhnete in da dodate k tistima 2 korakoma ekspertnega razvoja še prve 2 koraka, torej identifikacijo in analizo. Da res poznate ljudi, da greste k njim po možnosti, se pogovarjate z njimi in skušate razumeti, kaj oni sploh potrebujejo. Vem, včasih me potem vprašajo, ko govorim o tej temi, ja, pa če bi Henry Ford, poznate ta izraz Henry Ford, ko je rekel, da če bi jaz vprašal ljudi, kaj hočejo, bi rekli hitrejše konje. No, prvič, Henry Ford tega sploh nikoli ni rekel, to si je nekdo v 90-ih letih izmislil in zdaj kroži kot mem po internetu. Drugič, kaj pa, če bi bil naš svet drugačen, če ne bi imeli avtomobilov z notranjim izgorevanjem, pa bi imeli kak drug način prevoza in če bi se mogoče takrat bolj posvetili, kaj lahko naredimo za ljudi in za planet, bi bil mogoče naš svet drugačen, ta hip. Tako da, prva 2 koraka sta tista, s katerimi prisluhnemo ljudem in seveda tudi skupnosti, konec koncev tudi planetu, okolju. Tretjič, prednost naj imajo umirjene rešitve. V središče postavite pametne ljudi in ne pametnih naprav. Zakaj? Prav zato, ker jaz verjamem, pa vem, da se tudi vi zavedate, da še vedno so te rešitve narejene zato, da ljudje upravljajo z njimi, ne pa da one upravljajo z nami. In to se lahko zgodi, če imamo občutek, da so neke rešitve prepametne. In četrtič, kar predlagam je, da pozabite, odmislite dobesedno uporabnike, stranke, kupce, klijente, paciente in da znova začnemo razmišljati skupaj o ljudeh in rešitvah, ki so humane, človeške. Hvala.